Da zaključimo jedrsko. Prosim, izvolite. Bojana Ksela, za predsednika vlade. Rekli ste pomoč 150 tisoč evrov, ampak zanima me, bo poslala Slovenija tudi kakšno pomoč v obliki ljudi, ki bi šli pomagati tja? Pa mogoče še to me zanima za hrano. Imate podatek, koliko prehrambenih izdelkov prihaja k nam v Slovenijo iz Japonske? Ne, tega podatka ta hip nimam, verjetno ga bo pristojni minister dal, če boste to prosili. Kar se tiče oblik pomoči Japonski, je dogovor z japonskimi oblastmi naslednji. Danes smo sprejeli odločitev o finančni pomoči 150 tisoč evrov preko Rdečega križa, kot je predlagala japonska stran, način finančne pomoči. Hkrati z navodilom oziroma prošnjo japonskih oblasti pričakujemo, da se bo paket ukrepov za pomoč Japonski sprejel tudi na ravni Evropske unije. Japonska je tudi v pogovoru z japonskim veleposlanikom in sicer izrazila željo, da države ne prehitevajo z enostranskimi odločitvami o pomoči, tudi če to storijo v najboljši veri, ker morajo same najprej proučiti, kaj potrebujejo in kdo lahko te oblike pomoči najbolj zanesljivo, hitro in učinkovito tudi omogoči. Tako da smo v tem smislu deloma v neposrednih stikih z japonskimi oblastmi, deloma pa v stikih z Brusljem, kjer usklajujemo akcije za pomoč Japonski. Še kakšno vprašanje na to temo? Jedrske? Ja. Nekatere države že pozivajo oziroma skrbijo, da bodo njihove ljudi odpeljali z Japonske. Je tudi Slovenija kakšen poseben ukrep v tej smeri sprejela oziroma razmišlja? Torej, o tem smo danes razpravljali na vladi. Minister Žbogar je obvestil, da so vsi ljudje slovenskega porekla na Japonskem na varnem. Zaenkrat Slovenija ne razmišlja, da bi, če ne bi prišlo do take odločitve, glede na presojo razmer na ravni Evropske unije umaknila diplomatsko osebje iz Japonske, ga bo pa bržkone preselila iz Tokija v Osako. Prav tako tudi naše ljudi, z vsemi smo v zvezi. Če pa bo prišlo do odločitve po presoji razmer, da je potrebna evakuacija, potem bomo tudi to storili. Morate pa razumeti eno stvar, ki sem jo tudi odkrito povedal na vladi, odločitev nekaterih vlad, da se odločijo za evakuacijo vseh njihovih državljank in državljanov iz Japonske, postavlja v zelo neprijeten položaj japonsko oblast. Saj se potem seveda japonski državljani sprašujejo, ali so navedbe njihovih oblasti japonskih o tem, da so razmere varne in stabilne, dovolj verodostojne. In tudi to moramo upoštevati. Morate vedeti, da utegne imeti Japonska zaradi te naravne katastrofe velike gospodarske posledice, ki ne bodo omejene samo na Japonsko, ampak na mednarodni finančni trg. Japonska bo zato, da bo v prvem obdobju po tej veliki tragediji potrebovala svež denar za obnovo. Ta denar bo vlekla iz skladov vse povsod po svetu. To pomeni, da bo prišlo do nekega novega neravnovesja na finančnih trgih. Upajmo, da bo to predvidljivo in obvladljivo in da ne bo imelo hujših posledic za stabilnost finančnega sistema. Toda, glede na to, da se obseg nesreče še preiskuje in da naraščajo stroški, ki so predvideni za sanacijo leteh, da narašča žal tudi število žrtev, da narašča, kot rečeno, potreba po finančnih verih za kratkoročno in dolgoročno sanacijo, je možno, da bo to imelo seveda vpliv na globalne finančne trge. Japonska bo, mi smo, kot rečeno, v neposrednih stikih z oblastmi potrebovala svež denar in ta denar bo seveda črpala iz vseh svojih pokojninskih in drugih
skladov, ki jih ima vse povsod po svetu, tudi v zahodni Evropi oziroma v državah Evropske unije in Združenih državah. In to se bo seveda poznalo. Lana? Lana Dakič, Finance. Glede na to dogajanje se okoli nukleark, pa Nemčija namerava zapirati, ali zdaj mogoče podpirate projekt TEŠ 6? Glejte, najprej bi rekel tudi kot odgovor na vprašanje vašega kolega za vami. Kadarkoli se sprašujemo po virih oskrbe z energijo, pri vsakem od virov, naj si gre za recimo vetrne elektrarne, žal jih še vedno ni na Volovljem rebru, kljub temu, da smo jih pred leti kupili, zato ker so se zbudili okoljevarstveniki in opozorili na posledice te odločitve. Če gre za uporabo fosilnih goriv, se oglasijo tisti, ki menijo, da gre za osnaževanje, ki je v nasprotju z politiko trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb. Če zagovarjamo jedrsko energijo, se izpostavlja problem varnosti. Kaj hočem reči? Svet energijo potrebuje. Potrebujejo iz različnih virov, moderni svet se odloča za obnovljive vire. Toda ti ne zadoščajo za vse potrebe. To je ena stvar. Druga stvar, pogoj za slehernega od teh virov je finančna vzdržnost in varnost. Finančna vzdržnost in varnost, ki je seveda v skladu z okoljsko politiko varovanja okolja, to zagotovo. Vse to poskušamo dati v mozaik energetske politike Slovenije, ki ga pripravljamo za tako imenovan nacionalni program, ki bo v kratkem prišel v parlament. Jaz, kot veste, sem vprašanje TEŠ 6 odprl zelo kmalu po nastopu svojega mandata, zlasti iz vidika emisij in plačevanja stroškov zanje v luči odločitev, ki jih je sprejela Evropska unija. Ugotovili smo, da je z oportunitetnega vidika ta strošek vzdržen. Zdaj pa želimo ugotoviti tudi, ali je proces izgradnje vse infrastrukture za TEŠ 6 gospodarna, ali je, bom rekel, vodena učinkovito, tako bi lahko dokončali naše odločitve v zvezi z tem načrtom, v katerem bo tudi predlog za drugi blok jedrske elektrarne in v katerem bo predvidoma, če bo ministrica Radičeva potem, ko bo dobila zadnja poročila v zvezi z gospodarnostjo, učinkovitostjo izgradnje projekta TEŠ 6 dala zeleno luč, bo v tem planu tudi torej ta vir energije. Slovenija potrebuje energijo in rad bi povedal, zato tudi opozorilo, ki sem ga dal v zadnjih dneh, pa je bilo mogoče nekoliko preslišano. Glejte, Slovenija mora opazovati, kaj se dogaja, ne samo v globalni ekonomiji, tudi sicer v mednarodni skupnosti. Imate nemire v Južnem Sredozemlju, imate praktično nek zametek vojnih spopadov v zalivu, imate katastrofo na Japonskem, imate, bom rekel, ta popotresni sunek po gospodarski oziroma po finančni krizi leta 2009. V mnogo čem je mednarodna skupnost vržena iz, bom rekel, tečajev, kot smo jih poznali pred začetkom gospodarske krize. Jaz sem povedal, gospodarski krizi običajno sledi politična. Politični krizi v mednarodnih odnosih dostikrat sledi tudi varnostna kriza. Vse te znake danes imamo. Zato moramo biti pri naših ravnanjih preudarni, moramo sprejemati dovolj ambiciozne korake, hkrati pa jih moramo seveda upenjati v predvidljivost dogodkov v mednarodni skupnosti, ki je danes veliko nižja, kot je bila pred začetkom krize. Tako da to terja od nas zares, bom rekel, eno državniško politiko, če želite ta hip. Direktor, še za vas kakšno vprašanje, drugače vas bomo spustili. Hvala lepa. Hvala lepa.